Področje starejših je eno izmed področij, ki spada na področje socialnega varstva, poleg njega so še področje invalidov, materialno ogroženih, področje odvisnosti, področje za mlade s težavami, področje nevladnih organizacij in področje za starejše. Za starejše imamo v proračunu za leto 2020 planiranih cirka 1 300 000 evrov. Pri pripravi strategije smo na področju socialnega varstva izhajali iz zakonodaje, ki določa, da se iz proračuna občine financira stroški storitev v zavodih za odrasle, pomoč družini na domu, družinski pomočnik, razvojni in dopolnilni programi pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. V strategiji smo opisali analizo stanja, v kateri imamo opisano stanje na terenu. V institucionalnem varstvu imamo v povprečju trenutno 92 občanov v 29 domovih po Sloveniji in 56 občanov v 12 posebnih socialnih zavodih. Nadalje pomoč na domu. S pomočjo na domu povprečno oskrbujemo na mesec 182 občanov, zaposlenih smo imeli dobrih 29 oskrbovalk na mesec, pri tem pa je zelo velik problem pridobitev kadra. Imamo 11 družinskih pomočnikov, imeli smo 2 uporabnika storitev e-oskrbe. Storitev e-oskrbe v občini financiramo v višini 5 evrov na mesec. Potem sofinanciramo nevladne organizacije na podlagi 3 javnih razpisov, in sicer javni razpis za društva upokojencev, potem imamo javni razpis za veteranske organizacije, pa javni razpis na področju nevladnih organizacij na področju socialnega varstva. Poleg tega imamo pa tudi letno pogodbo z območno organizacijo Rdečega križa Kranj, ki izvaja tudi številne programe za starejše. Nadalje zagotavljamo sredstva za javna dela, potem tudi sredstva za medgeneracijski center, ki izvaja številne programe za starejše, o čemer bo v nadaljevanju direktorica Ljudske univerze Kranj tudi več povedala. Zelo pomembno je bilo pa tudi dobro sodelovanje z različnimi organizacijami, med njimi tudi s Centrom za socialno delo Gorenjske enoto Kranj, ki za občino izvaja številne postopke in področje starejših tudi dobro poznajo. Pomembno vlogo so imele tudi in imajo krajevne skupnosti, ki jih je v mestni občini Kranj 26 in so veliko sredstev, tudi nekaj sredstev namenjale za starejše, za obiski starostnikov na domu in podobno. Smo pa v zadnjih letih namenjali tudi sredstva za sofinanciranje obnove doma upokojencev Kranj. Nadalje imamo v strategiji zapisane ukrepe in usmeritve razvoja starejših v občini. Pri tem smo izhajali iz določil resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020, ki opredeljuje 4,8 ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let za institucionalno varstvo. Pri tem pa se pokritost oseb institucionalnega varstva starejših spremlja na ravni upravnih enot, kar pomeni, da ukolikor upoštevamo kapacitete vseh domov, ki jih imamo v upravni enoti Kranj, da nam primanjkuje še 146 mest. Dejansko stanje na terenu pa odraža še večje potrebe, saj je imel dom upokojencev Kranj konec septembra 1095 prošenj, od tega pa jih je bilo aktualnih prošenj za takojšnji sprejem 134 vlog. Nadalje smo izhajali tudi iz določil iste resolucije, ki določa 3,5% pokritost oseb starih nad 65 let za storitev pomoč na domu.
To je pokrito za 377 občanov iz mestne občine Kranj. Mi imamo trenutno oskrbujemo 182 občanov v povprečju na mesec, vendar moramo v to številko zajeti še oskrbovana stanovanja, ki jih imamo trenutno v Kranju 68, kar pomeni, da imamo s tem trenutno 2,3 ciljno pokritost te populacije. Nadalje smo izhajali tudi iz določil trajnostne urbane strategije mestne občine Kranj 2030, kjer je strateški cilj te trajnostne urbane strategije pa je širjenje neinstitucionalnih storitev varstva starejših. Tukaj imamo predvidene ukrepe, kot so nove skupnostne storitve za starejše, to so novi projekti, ki so nekateri že vzpostavljeni, več jih še bo v nadaljevanju, na to posodabljanje opreme vozil za oskrbo pomoči na domu, to se je izvajalo in se tudi bo v nadaljevanju naslednjih letih izvajalo, potem prevetritev cene storitve pomoči na domu, to tudi izvajamo že vsa leta in bomo še naprej, pa nadgradnja storitev medgeneracijskega središča, kar se tudi izvaja. Glede na stanje, ki ga imamo, torej številke, da se prebivalstvo stara in da glede na vse povedano potrebujemo v občini tako prepletanje razvoj neinstitucionalnih storitev socialnega varstva in razvoj institucionalnih storitev. Pri razvoju neinstitucionalnih storitev je potrebno dati veliko poudarka na razvoj pomoči na domu s ciljem, da bi vsaj v 4 letih prišli na to, da bi oskrbovali cirka 240 do 250 uporabnikov na mesec, za kar bi morali imeti zaposlenih 40 oskrbovalk. Potem imamo pa da bi vsak na leto vsaj en avtomobil zagotovili za to službo pomoči na domu. Potem imamo cilj, da bi sofinancirali nevladne organizacije preko javnih razpisov vsaj v sedanjem obsegu, če bo to vzdržnost proračuna omogočala, pa da zagotovimo iz javna dela vsaj v sedanjem obsegu, potem sofinanciranje družinskega pomočnika, dokler te naloge ne bo prevzela država, potem pa razvoj in sofinanciranje programov medgeneracijskega centra, nadalje sofinanciranje e-oskrbe, pa sodelovanje s pristojnimi institucijami. Pri razvoju institucionalnih oblik pa bomo nadaljevali z zakonsko nalogo, torej doplačevanjem oskrbnih stroškov v zavodskem varstvu. Ena izmed večjih ciljev pa je zagotovitev dodatnih domskih kapacitet. Sedaj kot najbolj realno možnost trenutno vidimo to zagotovitev dodatnih domskih kapacitet z razširitvijo kapacitet Doma upokojencev Kranj, torej s poslovno enoto Doma upokojencev na Zlatem polju. V tej enoti naj bi se predvidelo cirka 150 kapacitet za starejše občane, 20 začasnega varstva, 10-dnevnega varstva, pa 24 kapacitet kot bivalna enota za invalide, kar nujno potrebujemo. Ta dom naj bi bil zasnovan kot sodobno zasnovan dom in imel bi tudi dodano vrednost s centrom za starejše, bil bi kot pametni dom, pa zunanja ureditev doma, kjer bo cilj medgeneracijsko druženje. Nadalje je pa tudi skrb za zagotovitev dodatnih oskrbovanih stanovanj. V strategiji imamo potem zajet še akcijski načrt, kjer je povzetek tega, torej skrb za neinstitucionalne oblike socialnega varstva, to se pravi izvajanje rednih letnih nalog, pa razvoj in nadgradnja različnih programov. Predvidevamo pa tudi ustanovitev komisije pri reševanju problematike starejših. Ja. Pa razvoj institucionalnih oblik, kot je bilo rečeno. Zdaj v tem času smo
dobili že kar nekaj pripomb, predlogov na strategijo, na ta osnutek strategije, za kar se vam že zahvaljujem, pa tudi prosim, če boste še kakšne poslali. Zdaj, med drugim se ti predlogi, ki ste jih že poslali, zelo nanašajo tudi na urejanje arhitektonskih ovir. To je eno izmed zelo pomembnih področij za življenje starejših, ker veliko starejšim osebam namreč lahko že pomaga manjša preureditev stanovanja, ali kopalnice, ali dvižna ploščad v hiši, ali dvigala za bloke, ki jih to nimajo, in s tem bojo lahko starejše osebe kvalitetno in dalj časa ostale v svojem domačem okolju. Zdaj, ali bo ta sredstva, lahko da bo ta sredstva za te preureditve prinesel tudi ali predvidel tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, če jih pa ne bo, bo pa treba, mislim, iskati sredstva tudi od drugod, druge vire. Zavedamo se, da je zdrav življenjski slog za starejše zelo pomemben, zato bo pomembno tudi sodelovanje in povezovanje s športnimi in kulturnimi organizacijami. Hvala.